Pot do Torina iz Ljubljane traja približno 6 ur in pol, ampak ko smo že na poti, zakaj se ne bi ustavili tudi v Milanu? Milano je drugo največje mesto v Italiji z 1,3 milijona prebivalci. In je seveda tudi modna prestolnica tako Italije kot najverjetneje tudi Evrope. Je pa Milano bilo tudi eno izmed 4 mest, ki se je potegovalo za gostitev najprestižnejšega glasbenega dogodka na svetu, pesem Eurovizije. Na koncu mu ni uspelo, zato letos potujemo v Torino. Kakorkoli, ko govorimo o Milanu, pa je poleg mode verjetno tisto, kar najprej ljudje pomislijo, Milanska katedrala. Še ena znamenitost Milana je ta galerija Vittorio Emanuele II, ki je dobila ime po prvem italijanskem kralju. To je najstarejša nakupovalna ulica oziroma središče v Italiji. In če si modna znamka, ki na tem svetu nekaj veljaš, potem si zagotovo tu. Če pa si ena izmed italijanskih ali svetovnih mega opernih oziroma baletnih zvezd, potem si zagotovo nastopil tudi na odru znamenite milanske operno-baletne hiše La Scala. La Scala je ena izmed najprepoznavnejših oziroma najslavnejših opernih hiš na svetu. Na tem mestu je pred njo bila istoimenska cerkev, po kateri je dobila današnja La Scala tudi ime. Zgradili pa so jo leta 1778. Milansko La Scalo so med letoma 2002 in 2004 zaprli za javnost zaradi renovacije. Modernizirali so jo zato, da je pripravljena na nove čase, a v svoji duši ostaja klasična in ekstravagantna. Dobrodošli v letošnjem evrovizijskem mestu Torino! Z nekaj manj kot 900 tisoč prebivalci je mesto Torino pomembno poslovno in kulturno središče severne Italije in glavno mesto dežele Piemont. Skupaj z Milanom in Genovo tvori veliki industrijski trikotnik severne Italije. Torino je sedež avtomobilskega podjetja Fiat, od tukaj je nogometni klub Juventus, tukaj pa je doma tudi italijanska kava Lavazza, ki je Italijanom bojda najljubša. Torino je leta 1861 postal prva prestolnica Združene Italije, a je ta naslov obdržal zgolj 3 leta. Kasneje se je zaradi zmanjšane politične vrednosti v 20. stoletju uveljavil kot center industrije severne Italije z avtomobilskim podjetjem Fiat na čelu. Zelo uspešne zimske olimpijske igre leta 2006 so bile pomembna prelomnica za mesto, ne samo zaradi pospešenih novogradenj in posodobitve prometnega sistema. Torino se je takrat prelevil iz industrijskega centra v živahno, moderno metropolo.
V njem zdaj cvetijo moderna umetnost, arhitektura ter glasbena scena in inovativen gastronomski pristop z vinsko kulturo. Osrednji trg v centru Torina, Piazza Castello, obdajajo muzeji, gledališča in kavarne. Večina stavb je zgrajenih med 16. in 18. stoletjem. Na sredi trga kraljuje mogočna zgradba Palazzo Madama, ki je bila sedež prvega italijanskega parlamenta. Severnemu delu trga pa kraljuje Palazzo Reale. Gremo do tja. Palazzo Reale di Torino ali Torinska kraljeva palača je bila sedež kraljeve družine Savojcev. Zgrajena je bila v 16. stoletju, danes pa je v njej na ogled osupljiva zbirka originalne opreme, slik, fresk in drugih zgodovinskih zbirk kraljeve družine. V njej je tudi kapela Svetega Prta, ki se nadaljuje v Torinsko katedralo, v kateri hranijo znameniti Torinski prt. Gremo v palačo! Kraljevi vrt ali Giardino Reale, ki se razprostira za palačo, je bil odprt konec 17. stoletja. Še danes pa se je po njem in v njegovi senci več kot prijetno sprehoditi. Palatinska vrata ali Porta Palatina so mestna vrata iz rimskih časov nekje 2. do 1. stoletja pred našim štetjem in so predstavljala vhod v tedanje mesto. So med najbolje ohranjenimi rimskimi mestnimi vrati na svetu. Skupaj z ostanki rimskega gledališča nedaleč stran pa tvorijo arheološki park, ki so ga odprli leta 2006. Simbol mesta Torino je zagotovo zgradba oziroma stolp Mole Antonelliana. Stolp je visok kar 167 metrov, znamenito špico na vrhu kupole, ki je upodobljena tudi na italijanskem evrskem kovancu za 2 centa. Prvotno je stolp bil namenjen za prostore sinagoge, vendar to nikoli ni bil zaradi umika judovske skupnosti iz Torina. Danes je tu Nacionalni kinematografski muzej. Do razgledne točke na višini 85 metrov pa vas popelje panoramsko stekleno dvigalo.
Viktor Amadeus II. Savojski se je leta 1706 zavezal, da bo na tem mestu dal zgraditi cerkev, če se bo takratno kraljestvo ubranilo pred francosko in špansko vojsko. Danes na tem mestu stoji mogočna Bazilika di Superga, s katere je čudovit razgled na Torino in na reko Pad. V notranjosti cerkve so tudi grobnice kraljeve družine Savoj. Je pa to mesto povezano tudi s tragedijo, ki se je zgodila leta 1949, ko je takrat letalo z 31 potniki na krovu torinske nogometne reprezentance strmoglavilo prav v to cerkev. Zato v notranjosti cerkve tudi njihova grobnica.